30 leti je delavstvo Ljubljane prvič praznovalo 1. maj tukaj na Rožniku. Ker je to rojstni dan, predlagam, da zaploskamo temu rojstnemu dnevu. In kaj povezuje 1. maj z letom 1890 z današnjim 1. majem? Predvsem želja, zahteva, upanje in hrepenenje po boljšem življenju delavstva. Že takrat je delavstvo zahtevalo 3 osmice od kapitala, da dopusti 8 ur dela, nič več. 8 ur pusti delavcem za spanje in 8 ur za počitek za družino. In ti ideali po boljšem vsakdanjem življenju, po pravičnejšem življenju so živi tudi danes. In kot vsako leto, tudi tokrat, naslavljamo zahteve do tistih, ki lahko najbolj usodno vplivajo na življenje slovenskega delavstva. Najprej do vlade. Gospodje v vladi, zgubili ste kompas, greste predaleč z mnogimi predlogi. Rešili ste banke, rešite tudi standard delavcev in standard upokojencev. To je prva in najvažnejša naloga. Za banke ste našli 2 milijardi evrov čez noč. Za delavce ni denarja, pravite. Gospodje, denar je, samo ni pravično porazdeljen. In naša zahteva je, zahtevamo pravično porazdelitev tistega, kar je ustvarjajo delavci in delavke. To je prva današnja zahteva do države. Drugo, to, kar nameravajo gospodje politiki, nameravajo spremeniti zakon o delovnih razmerjih, zato da bi dosegli lažje in cenejše odpuščanje delavcev. Ja, gospodje, a ne veste, da so prav delavci in delavke največja žrtev krize, pa niso nič krivi za to krizo. Vse gorje tega časa se je zvalilo na delavstvo. In prav v času krize bi morali biti delavci in delavke najbolj zaščiteni z pomočjo delovnega prava. Ne pa, kar predlagate, da bi delodajalci lažje odpuščali delavce, predlagate znižanje odpravnin in skrajšanje čakalnih rokov. Naj bi bo dovoljeno, da je to velika svinjarija in proti temu se bomo sindikati uprli z vsemi sredstvi. In tukaj že nam povedujemo, če bodo politiki to pripeljali v državni zbor, bomo organizirali demonstracije in če bodo politiki sprejeli ta nesrečen zakon, gremo v zakonodajni referendum. In ta zakonodajni referendum naj bo simbol upora proti politiki, ki vidi predvsem interese kapitala. Že sedaj vas pozivam, zberimo v tem primeru 40 000 podpisov in porušimo vse semaforje v tej državi. In še nekaj predlagajo gospodje politiki. Predlagajo spremembo pokojninske zakonodaje. Zahtevajo, predlagajo, da bi vsi morali delati do 65. leta, moški, ženske do 63. leta, da bi dobili pravico do polne pokojnine. Krivično je to. Krivično, ker večina delavcev je že sedaj zgaranih, komi da dosega sedanje pogoje za upokojitev. Ampak vsi vemo, če bo to sprejeto, bo nesreča tukaj. Več bo bolniških, več bo invalidskih upokojitev in več bo brezposelnih starejših ljudi. Se kje pa imajo gospodje delodajalci
delovna mesta za ljudi, ki so stari 50-55 let. Ni jih in tudi ne bo. Politiki naj se lotijo problema nekje druge. To je pri 100.000 ljudeh, ki nimajo dela, pa bi radi delali. Njim dajmo delo, da bomo imeli plače in da bojo lahko plačevali prispevke v pokojninsko blagajno. Dajmo delo mladim, ki so večina zaposleni v prekernih, negotovih delah. Naj dobijo delo za nedoločen čas. To so pravi problemi te Slovenije. Ne pa priganjati s palcem starejše ljudi, da bi do onemoglosti delali, ker je to preprosto nehumano. In tudi proti temu se bomo uprli z vsemi sredstvi. Skratka, gospodje politiki imajo svojo strategijo. Pri tej strategiji radi govorijo o zmagovalcih, o favoritih, o svetilnikih, ampak pri tem pozabljajo. Potrebujemo strategijo za zelo preproste ljudi, za poprečne ljudi, tudi tiste, ki so podpoprečni, ki pa imajo pravico do boljšega življenja. In to je v tem trenutku problem. Problem je trg dveh strategij. Problem je trg dveh svetov z različnimi vrednotami. In zaradi tega, kaj mi zahtevamo? Zahtevamo politične odločitve, ki bodo skrbele in zagotavljale blaginjo za vse ljudi. Zahtevamo več solidarnosti v družbi, družbene odgovornosti kapitala, več varnosti in skrbi za zdravje na delovnih mestih, več novih delovnih mest za brezposelne in za mlade. In kako to doseči? Odgovor je očitno v tem, v 1. maju, v simboliki 1. maja. Z več uporništva, ne se predati, ne dati politikom pravico, da odločajo o vsem. Ne sprejeti vsega, kar ti politiki ponujajo v imenu OECD-a, Mednarodne banke in Svetovne banke. Ta samozavest more biti med nami in ta samozavest bo krepila delovstvo, da bomo postali še močnejši. Spoštovani, danes pa vam želim čestitke najprej in lep večer. Srečno!